vstaj. Danes se bomo ustavili malo v Ljubljani, malo pa v Braziliji, pa ničkrat tudi v Ameriki. Zato, ker Narlan Matoš, to je pesnik, ki ga danes predstavljamo in čigar prevodi so išli v lanskem letu, je profesor v Ameriki in sicer predaval v brazilski književnosti. Vendar pa vas zdaj na začetku vabim v leto 2000, ker mislim, da je bilo to takrat, ko sva z Mojco imeli to veselje in čast pesnika Narlana Matoša, ki je bil takrat še mlad, nadobuden fant, spoznat v Rio de Janeiro. Takrat so bili namreč na literarni turneji z več slovenskimi ustvarjalci, literati. In Narlan Matoš je takrat pomagal pri pripravi te literarne turneje, predvsem zato, ker je bil pesnik in predvsem zato, ker je bil navdušen nad enim največjih slovenskih pesnikov. Potem boste izvedeli, kdo je bil to. Torej, Narlan Matoš je bil leta 2000, kot sem že rekla, mlad poet, danes ugledan profesor, ne vem, na tako, v katerem mestu predava. V Bostonu. A je v Bostonu predava? V Washingtonu. V Washingtonu predava, sem vedela, da je nekaj presedlal. Skratka, živi v Ameriki in predava brazilsko književnost. Danes bomo mi predstavili izbor je namreč nastal v lanskem letu in sicer pesem, se naslov pesem O vetru in mojem življenju. To pa je izbor, ki ga je v večini naredila Mojca iz 3 njegovih zbirk. Dame in gospodje Danise, V taboru v senci in Elegija novemu svetu. Mojca, bi te prosila, da malo podrobno predstaviš ta projekt. Tako kot je rekla Blažka, in najprej sem dober dan z moje strani. In lepo, da ste prišli v tako veliko številu, tako kot so zahtevali. Tako kot je začela Blažka, projekt ni samo knjižni projekt, to je bil tudi prijateljski projekt, to je bil pesniški projekt, vsekakor pa je bil projekt, ki je nastal tudi na željo Tomaža, že pokojnega Tomaža Šalamuna, ki je bil velik prijatelj, ki tudi prevajalec, tako Narlana kot Narlan, njegov brazilski prevajalec. V resnici sva imela tak prevajalski duet, jaz kot mlada prevajalka sem imela pač to veselje in čast delati s Tomažem, pa tudi z Narlanom, ki je vse moje prevode pregledal, tako da sva v tistem času, ko smo obiskali Brazilijo in gostovali, skupaj predstavila te prve prevode v brazilsko-portugalščino, ki so nastali za to slovensko turnejo. Narlan je, kot rekla Blažka, bil takrat mlad pesnik, bil je prejemnik izjemno prestižne nagrade, ki je podeljevala fundacija Jorge Amado. Jorge Amado je tudi brazilski avtor, ta klasičen avtor, ki ga Slovenci dobro poznamo, ker so njegovi prevodi izhajali še v času Jugoslavije, že v 60-ih, 70-ih letih. To je bil pisatelj, ki je opisoval to preprosto ljudstvo, njihovo realnost in zato je bil tudi blizu takratni ideologiji, recimo, to je pisanje o preprostih ljudeh in o tem težkem življenju in borbah, ki se je preživljali. Zato tudi njegove prevode smo redno dobivali in je nam to ime precej znano. Skratka, njegova fundacija skrbi in podeljuje denarne nagrade mladim nadarjenim ljudem in Narlan je bil takrat nekaj 20-leten fant, ki je to podporo dobil in je seveda iz občudovanja do slovenskega pesnika Tomaža Šalamuna, ki ga je pač spoznal prek angleških, ameriških prevodov, pomagal zorganizirati našo turnejo in to predstavitev v Bahiji, v eni izmed držav, brazilskih držav, iz katerih tudi izhaja. Skratka, rojen je v Bahiji, ki je pretežno črnsko poseljena država oziroma dežela črnega prebivalstva in seveda tudi rasizma oziroma tega mešanja, ki je tako značilno za ta del Brazilije. Tukaj bom za pikico te Mojca rekla, mogoče obratno kot v drugih državah. V Braziliji je brazilski sever njihov jug, če razumete. Te zgodbe o južnjakih poznamo. V Italiji ve se, kdo je iz juga, v bivši Jugoslaviji pa tako, se govori o južnjakih. V Braziliji so njihovi južnjaki ti, ki živijo na severu, se pravi črnsko revno prebivalstvo. Ampak Narlan Matoš ni črnc. Ne, je črnc, je mestisu, kot pravi. Ker v Braziliji ni ne čistega črnca, ne čistega belca, je mestisu in izhaja iz Brazilije in je pa otroka črne Bahije. To potem boste še zvedeli. Skratka,
Tomaž je bil tisti, ki je potem v tem mlademu pesniku tudi odprl vrata sveta. In zato je bil Narlen Matoš vedno hvaležen in je vedno ostal v tem pisateljskem, pesniškem, tudi prevajalskem dialogu z njim, pa tudi z njemu sorodnimi pesniki. Tako da je potem, kot vidite, prve dve pesniški zbirki sta nastali med 97 in 2000, takrat, ko so ga nudili spoznali. Potem je pa za precej časa umolknil, to pa zato, ker se je izselil iz Brazilije, se je odmaknil od svoje dežele, šel na master, ki ga opravil iz kreativnega pisanja, ravno s pomočjo Tomaža Šalamuna, ki je tudi tam prevajal. In potem pod mentorstvom Krilija, Robert Krilli, pa tudi izjemno pomemben ameriški pesnik, tudi Nobelovec, pač bil v tem pisateljskem programu. Ko je končal, je potem tudi v Ameriki doktoriral, tam spoznal svojo sedajšnjo ženo in živel nekaj časa v New Mexico, v Albuquerque, v deželi, kjer pa se meša ta ameriška, tako južna ameriška kot ta južna severnoameriška kultura, to ga je fasciniralo in ta sad njegovega življenja na tem ameriškemu jugu je zadnja zbirka Elegija novemu svetu, ki je pravno tako vključena v ta izbor in ki je potem Narlena sicer ponesla drugam, kot predavatelj je bil povabljen v Washington, kjer trenutno živi in predava brazilsko literaturo. Toliko na kratko. Ja. Mislim, da bomo zdaj predstavili nekaj pesmi iz njegove prve zbirke. S to sem se večinoma ukvarjala jaz, ker me je to doletelo že tistega davnega leta, ko ste vi še v vrtcu bili. Tukaj bi mogoče povedala samo to kot prevajalka, da sem bila večkrat v dvomih in večkrat v stiski, zato ker so te pesmi iz te njegove prve zbirke zelo mladostniško hermetične, zaprte. In nek vers lahko pomeni marsikaj. Kasneje se mi zdi, da se je odprl, postal bolj razumljiv, ampak je začel pisati s tistim vedenjem, ki ga ima lahko samo on, kot pesnik, brazilski pesnik. Tukaj na začetku pa piše bolj kot mladenič in so bili številni posveti tako z Mojco kot z njim. In tukaj mogoče nasvet vsem, ki se boste kdaj ukvarjali s prevajalstvom, če avtor še živi, ali pa tudi če ne, so poznavalci njegovega dela, če pa še živi, je pa dobro, da avtorja vprašaš, kadar si kot prevajalec v dvomih. V resnici imajo pesniki to najrajši in v resnici imajo pesniki, tako je bila moja izkušnja, ravno pri teh prvih prevodih, tudi najrajše, da jih prevajajo pesniki. In delujejo potem po sodelovanju z lingvisti oziroma jezikoslovci, prevajalci, bi rekla na tem drugem nivoju, pa nivoju piljenja pomena. Sicer pa ta ritem, to mehkobo, pa tudi to pesniško natančnost tega duha, imajo pa rajše, da vdihnejo ravno pesniki. Jaz bi mogoče dodala, da se meni, ko sem to takrat brala in tudi ko so prevajali in so se posvetovali, se mi zdelo, da je ta zbirka tako zelo intimna, intimistična, čustvena in mogoče tudi zato, kot pravi Blažka, hermetična. Jaz sem prav lahko. Antiški Anojtesa. Tukaj bi morala povedati še to, kar že veste, da sva z Mojco poznavalki zlasti evropske portugalščine, da če bi bil tukaj Narlen ali kakšen drug Brazilc, bi mogoče bral malce drugače. Zlasti fonetično je brazilščina, zdaj že lahko tako rečemo, precej drugačna od evropske portugalščine, tako da oprostite moji izgovorjavi. Antiški Anojtesa. Antiška Anojtesa é preciso recolher os infantes que crescem nas ruas e alertar o capitão que há uma guerra. Tomaremos Paris de assalto esta noite, colocaremos sentinelas nas esquinas e soaremos o toque de avançar às caixas de guerra. Primeiro dobrado, marš. Preden se znoči, je treba v hiše poklicati otroke, ki rastejo na ulicah in opozoriti stotnika, da je vojna. Na skoku bomo zavzeli Pariz to noč, po vogalih razpostavili straže in pobobnali k napadu na bobne iz pločevine. Prva koračnica, marš. Antes da anoiteça, abriremos apertos de mãos e nos diremos sorrindo, aprenderemos a sinceridade, a dizer quase sempre a verdade. Preden se znoči, bomo razklenili roke
in si smehljaj porekli, naučili se bomo iskrenosti, skoraj vedno govoriti le resnica. Antes que anoiteça, passaremos rascunhos a limpo. Descobriremos que a vida é feita de 7 quedas e uns amores. Revolução do coração já. Preden se znoči, bomo na čisto prepisali vse osnutke in odkrili, da je življenje narejeno iz 7 pacov in nekaj ljubezni. Prevarat srca, takoj. É tempo de colher os frutos, é tempo de falar do amor, o amor. Espalharemos rosas nos campos devastados pelas guerras, strawberry fields forever. Campos de concentração, nunca mais. É preciso entender a poesia antes que anoiteça. Je čas pobiranja sadov, je čas govorjenja o ljubezni, ljubezen. Posuli bomo vrtnice po poljih, opustošenih od vojne. Strawberry fields forever. Koncentracijska taborišča nikoli več. Treba je doumeti poezijo, preden se znoči. Ja, potem lahko mogoče komentiramo kakšno pesmo, če se vas bo posebej dotaknila, ker bo z Mojco zdaj prebrali še pesem, ki nosi naslov Relicário v portugalščini na strani 57. Relikviar. Peço desculpa. Relicário. Os dias nascem, crescem e morrem. Sem meus óculos, o mundo é trêmulo e disforme. Sem aritmética, o cálculo é impossível. A escuridão surge, não se sabe de onde. O monstro incontrolável nasce. As flores que ninguém vê são invisíveis. Na escrivaninha não há nada além de relíquias e queixas espalhadas. E uma caneta, nanquim negra. A vida passa por mim e me acena sorrindo. Relikviar. Dnevi se rodijo, rastejo in umrejo. Brez mojih očal je svet tresoč in brezobličen. Brez aritmetike je nemogoče računati. Tema vznikne, nihče ne ve odkot. Neobgledljiva pošast se rojeva. Rože, ki jih nihče ne vidi, so nevidne. Na pisalni mizi ni ničesar, le raztresene relikvije in tožbe. In temno modro nalivno pero. Življenje me potepta in mi smehljaje pokina. Zdi se mi, da je pesnik zelo skriv, da so takšni preskoki v njegovem razmišljanju. In je bilo, kar se prevodov tiče, se težko odločiti, kater preskok je tak, ki ga oba razume, to, kar ga je treba. Največja težava so seveda te vzklične stavke, kot ste slišali, vsi ti imperativi oziroma slovenščina ima le sklone, ki določajo osebo, da je oseba predmet ali osebek in kadar ta predmet stoji sam v verzu, ne vemo, ali se nanaša na prejšnji več, zlasti, kadar gre za tako odprto in igrivo, ludistično poezijo, kjer gre res na momente za neke prebliske oziroma neke vizije pesnika, ki jih potem zapiše in je dejansko treba ga vprašati, na kaj se zdaj to nanaša? Je to zdaj nova misel, nov preskok, ali se tukaj misel šele konča in se v bistvu ta beseda veže, je v bistvu predmet čez prejšnjega verza, ker se včasih seveda ne uporabljajo ločila oziroma gre za precej kompliciran postopek in tudi nek nejasno psihični proces, ki mu ga prevajalec ne more slediti vedno. Čeprav bi jaz tukaj rekla, tudi tebe vprašala, jaz rada prevajam poezijo, zato ker je pri prozi ena ogromna masa besedila. In se včasih ustrašam in ostanem brez poguma že takoj na začetku. Pri poeziji te pa nekaj žene naprej, vidiš konec. In se ti, bom rekla grdo, ampak ja, ljubi ukvarjati vsako besedo. Pri prozi včasih rečeš, sej bom potem, ko bom šla še enkrat skozi in greš resnično še enkrat skozi in resnično še enkrat premisliš. Pri poeziji pa vrtaš tudi kot prevajalec. Ja. Več je sedenja v naslonjaču in gledanju v luft, kadar prevajaš poezijo. Tako, ker lahko v naslonjaču tudi razmišljaš. Ja, slušaš glasbo mogoče. Medtem, ko je proza vedno trdo delo. To je v bistvu večje znojenja in večje te nepregledne,
masi, ki je ne moreš kontrolirati in zato tudi več strahu. Zato so midve, jaz mislim, ne ti ne, jaz pa sigurno, jaz sem začela s poezijo, jaz sem dolg časa pred prozo. Jaz sem začela s Pavlom Coelhem in je bila dobra vaja. Zdaj, ker smo še bolj tehtne avtorje, ne, čeprav seveda tudi Coelhu z vso slavo, ki jo nosi, ne, je bilo treba prevezati odgovorno. Ravno zato, ker je tako bran. Zdaj pa lapidarno in tukaj smo se, lapidar je naslov te pesmi, tukaj smo se večkrat posvetovali, ker je že naslov predstavljal težavo. Ne? Lapidar v portugalščini recimo pomeni brusit kamen, ne? Lahko pa v tem prenesenem pomenu je nekaj izbrušeno, v smislu dobro povedano. In kako se je prevajalka odločila, pustila je naslov lapidarno, brez razlage. Ne? Se pravi, nisem hotela uporabiti ne ene druge interpretacije, ker bi s tem usila svojo interpretacijo oziroma razvezala to skrivnost, ker lapidarno pa to še zmeraj ohranja. Pa poglejmo v portugalščini. Como dói a escuridão, onde fica o interruptor? Acendam as luzes. Aliás, não acendam. Para que acender as luzes se posso ser feliz no escuro? As cartas a tempo postei nunca tornaram com as respostas. O ofício do sol é lapidar diamantes. Entre o acaso e a certeza há um mar de tristeza e pilhas de processos encalhados. 2 e 2 são 1000. Entre o pretérito e o futuro há o presente. Que é presente? O presente é um tempo ausente. Não há tempo. A vida é escrita a lápis. In tukaj kličem pozornost na entre v pretérito in v futuro ao presente in na profesorico Jasmino Markič, ki se ukvarja z glagolskimi časi. In se mi zdi, da tukaj povedal Narlan Matoš resnico, ne? Entre v pretérito in v futuro ao presente, que é presente, o presente é um tempo ausente. Prosim, Mojca. Lapidarno. Kako boli tema, ki je stikalo? Prižgite luči. Ne, nikar ne prižgite jih. Zakaj bi prižigal luči, če sem lahko srečen v temi? Pisma, ki sem jih odposlal že pred časom, se niso nikoli vrnila z odgovori. Sončevo pravilo je brusiti diamante. Med naključjem in gotovostjo je morje žalosti in kupi nasedlih procesov 2 in 2 je 1000. Med preteklikom in prihodnikom je sedanjik. Kakšen sedanjik? Sedanjik je čas odsotnosti. Časa ni. Življenje je napisano svinčnikom. In tukaj s tem verzom torej prižgite luči ali pa ne jih prižgati, zakaj bi prižgal luči, če sem lahko srečen v temi, je pesnik zagotovo tudi ušvrknil vso to površno. Tukaj je pokazal tudi nek svoj družbeni angažma. Je ušvrknil tako brazilsko, kot mislim, da vsakršno družbo, kjer so ljudje lahko srečni, da bi zares razmišljali in videli luč. V drugi njegovi zbirki je pa še razvil to misel, se mi zdi tudi to misel, ni več mogoče toliko intimističen, ampak se je obrnil nekam drugam, zgodili so se neki preskoki. Mojca, ti si se ukvarjala bolj s pesmimi iz te zbirke? To je, mislim, da so se kar eno konkretno ukvarjali tudi s to pesniško zbirko, je pa vsekakor bliže tej prvi, temu njegovemu fragmentu, tako opevanemu in nagrajevanemu, ki je vzbudil pozornost tudi v Braziliji, tudi večjih pesnikov, tudi Ferreira Aguilar je dobro pisal v tej knjigi, oziroma je priporočal njega kot pesnika, porival. Kajti tudi to je treba povedati, Brazilija je ogromna dežela in če nisi v São Paulo, če nisi v centru nekega dogajanja, ali pa staj v Rio de Janeiro, si v bistvu pesnik z obrobja in si obravnavan kot marginalec, kot regionalen pesnik, kot tudi mogoče večkano zaninčevalno pač nekje pesnik podeželja, tudi v tem, rekla, pejorativnem smislu. In to vsekakor Narlan čutil in tudi, to ga je tudi na nek način deloma odneslo iz Brazilije, da bi imel to distanco in da bi hkrati bolj neobremenjeno nastopal, kajti tujina vedno gleda vedno nek drug pogled, to ne vemo iz lastne prakse, če gremo ven in naše delo vedno ga vidijo drugače kot ljudje, ki nas ocenjujejo v naši
sonarodnjaki oziroma na vseh področjih, ne glede na to, s čim se ukvarjamo. Ja, to že v Bibliji, ne, je rečeno, nihče ni prerokal svoji domovini. Ja, tako. Tako da ta druga pesniška zbirka V taboru sence, tudi ravno tako je ta ljudizem, ne, ta igrivost, to igranje s konkretnostjo, abstraktnostjo, hkrati pa napoveduje neke teme, s katerimi se ukvarja potem veliko kasneje, oziroma ki ga fascinirajo kasneje, ne. To so neki tudi družbeni problemi, na katere kaže. In zato bi mogoče nadaljevali s tem branjem, pa se mogoče nekaj konkretno ustavili naprej pri naslednji pesmi iz te zbirke. Najprej bova pogledali pesem Plastično življenje. Plastični svet, 35. Pa mogoče, to je tvoj prevod, pa če mogoče kar prebereva. To v slovenščini, da ne bova tako na dolgo in široko. Sam tako za en vzorec, kaj mislim pod tem, ko rečem, ko govorim o tem, da se začne ukvarjati v bistvu z neko realnostjo, ki ga ne toliko obračati na noter, ampak gledati tudi, kaj se dogaja okrog njega. Plastični svet. Zdani se žalostno nebo nad mestom prekrito s plastičnimi rožami vseh barv. Dim, ki gre iz dimnikov, mi pravi, da bomo vsi umrli, še preden nas sreča smrt. Dekle nespretno lovi ravnotežje na visokih, tankih petkah. Loščilec čevljev se čudi čudoviti fasadi futuristične arhitekture, pa nekdo trči v modrino neba na nebu. Gumijasti časopisi so na stojnici in v zraku gumijaste pesmi. In plastične ljubezni, in sanje v srcih, in poliestrskih nasmehih, kot žigom vtisnjeni na obrazih na tedenskih revijah, ki režijo vame. Ženska iz 100% nepremočljivega materiala ljubi papirnatega moža in ljudje iz gume, papirja in steklene volne ljubijo plastično življenje. Ja, vsekakor zelo jasna kritika našega potrošniškega sveta. Tudi Brazilija je zelo pod vplivom Severne Amerike, Združenih držav in tudi tam je življenje precej plastično. V tem smislu plastičnih operacij, vsega, kar je umetnega, ta dežela, ki obožujejo ta raj, ki ga vidijo kot raj na zemlji, je Miami, in tudi Miami, tudi Združene države. Skratka, Evropa je za nekega povprečnega prebivalca srednjega razreda nekaj oddaljenega, starega in betežnega, medtem ko je napredek je v Ameriki. Vse, kar je ameriško, je boljše kot brazilsko, oziroma gre tudi za ta slog življenja. Pomenila si Miami, in Miami se že skoraj da imenuje Little Brazil. Toliko Brazilcev, bogatih, mislim, je v Braziliji vendarle toliko in toliko zelo bogatih ljudi, in ti so pokupili nepremičnino v Miamiju. Tako da v Miamiju, velik del Miamija je že Little Brazil, tako kot poznamo v New Yorku, Little Italy in tako naprej, imajo tudi Little Brazil, ampak na Floridi. Potem bi pa še mogoče v tem delu še enkrat preskočila prevajanje, pa bi mogoče prebrala tale prevod ena zadnjih pesmi iz tega dela, izbora, z naslovom Časopisni naslovi, ker ravno tako, rekla, ilustrira to njegovo tendenco, da se ukvarja z socialnimi problemi, z problemom rasizma in tako naprej, in na kakšen način to spravi v poezijo. Časopisni naslov je pa naslov. Socialne nepravičnosti v Latinski Ameriki strašijo. Ledeniška območja se prehitro talijo. Srednji vzhod je sod smodnika. Ira nadaljuje z aktivnostmi v Severni Irski. Mlada Angležinja požre lastno mati. Klub sklane zažiga črne cerkve v Mississippiju. Ženske ilegalno sterilizirane na Švedskem. Depresija še nikoli ni bila tako globoka na vsem planetu. Neonacisti preko interneta organizirajo ofenzive. Jezovi na Nizozemskem so stalna nevarnost. Urbano nasilje izvira iz srednjega veka. Ameriška najstnica se je naučila ubijati dopisno. Umrl je dirkalni as. Umrla je mati vseh revnih. Umrla je princesa ljudskih src. Kako težko je živeti, kako težko je biti živ, še težje biti sredi vsega tega pekla, med zobmi prinesti nedotaknjeno pomlad.
In to nekako nakazuje, potem ta razvoj, rekla, njegov pljusk v Ameriko, ki je deželo, kjer se počuti, kjer živi, bi rekla, v neudobno življenje za Brazilca in tudi v taki marginalni poziciji, kljub temu, da je profesor na fakulteti, je to seveda zelo konzervativen svet, ki na temnopoltega Brazilca gleda drugače kot na svetlopoltega predavatelja na tej isti univerzi. In Elegija novemu svetu je razmislek o njegovem svetu, o svetu, ki ga je živel v New Mexico, v državi New Mexico, kjer je tudi doktoriral. In ta odmik od Brazilije je seveda požene in zasadi van vsa ta premišljevanja o tem, odkot izhaja, kaj je v njegovi krvi, o vsem tem čikanskem, karibskem svetu, o deželah Južne Amerike, o Mezoameriki. Vsa zbirka je posvečena v bistvu vsem trem celinam na nek način. Tako v Južni Ameriki, Peruju, govori potem o Mezoameriki, o piramidah azteških v Mehiki, o Kubi, o njegovem pogledu na Kubo, o Braziliji seveda, pa tudi o Novi Mehiki, o tem prepletu karibske, črnske, mešane kulture, o indijancih v Severni Ameriki, ki so bili pač izkorenjeni, tako rekoč. Skratka, o vseh teh koreninah, ki so se zmešale, ki se pretakajo po njegovi krvi in seveda posod zadaj pa je ta vprašaj, kdo sem jaz, in to iskanje lastne identitete, ki jo skuša čez te pesmi nekako razprostrti pred samega sebe, pa tudi pred bralca. S tem pa na nek način razprostira tudi identiteto Brazilije, to je zelo zanimivo. Tudi če govori o Mehiki, govori hkrati o Braziliji, tudi če govori o Ameriki, govori o Braziliji. In tudi ko govori o Braziliji, seveda govori z besedami, ki jih včasih ne moremo najti v slovenščini, ker so to neke druge pokrajine, tudi geografske. Mogoče kot pridem se pa tega tudi v pesmih, mogoče opozorim samo na to, da je poročen z geografinjo. Njegova žena je namreč hčerka enega največjih strokovnjakov za orkane in dela za NASA. Zato je, kot pravi sam, prav okužen s tem vokabularjem, s tem besediščem, ki je povezano z naravnimi katastrofami, z izrazi za pokrajine, zelo je natančen, tudi ko opisuje pokrajine, zelo natančne in tudi zanje povsem neznane izraze uporablja. O oblakih, recimo, ves čas zelo natančno poimenuje oblake, o tem, kako se premikajo te, rekla, zračne mase, ima veliko znanja, hkrati pa tudi zelo natančno opisuje lastno pokrajino, to je ta Sertão, to je sever, notranjost severa, je zelo pustošna, skoraj da puščavska, nerodovitna in zelo pusta dežela, z kateri tudi prihaja. Tako da bi mogoče preden se lotimo tega, kar sem zdaj povedala, bi rada povedala še nekaj. Namreč v tem času, ko je nastajala ta druga zbirka, se je Narlon ukvarjal tudi študijsko z tropikalizmom. In ker ste tukaj v glavnem študentje, sem jaz to priložnost izkoristila, oziroma bom to priložnost izkoristila, da mogoče izveste par ali naj tudi iz tega poglavja političnega, kulturnega brazilske zgodovine. Tropikalizem je gibanje, ki je bilo zelo pomembno v 60-ih letih in Narlon je doktoriral, ravno se je posvetil temu gibanju kot literarnemu gibanju. Seveda pa to ni bilo samo gibanje literature, ampak tudi glasbe, to je politično predvsem gibanje, ki se je uprlo takratnemu vojaškemu režimu. In glavni predstavniki tega gibanja so danes izjemno znani glasbeniki, tako kot Gilberto Gil, tako kot Caetano Veloso, Gal Costa, Chico Buarque, skupina, ki se je rekla Os Mutantes, Mutanti in tako dalje. To so bili vse ljudje, ki so s svojim petjem, s glasbo, klicali revoluciji, njihova besedila so bila cenzurirana, prepovedana, tudi oni zaprti, izgnani. Veloso je potem pobegnil v London, enako Gilberto Gil, njegova pesem Cálice je bila prepovedana pesem, pa vendar jo je
na tem znamenitem koncertu pogledala. To je bila plošča, ki je otvorila to gibanje Tropikalije leta 1968 in kjer so mladi prej našteti Buarque, Gilberto Gil in tako naprej tudi na naslovnici. Za tiste, ki slabo poznate brazilsko glasbo, ali pa še ne poznate, pa ste še premladi, da bi jo poznali, vsekakor priporočam, da si mečkam pogooglate in si ogledate ta dva predstavnika, ki jo danes omenjam, ki sta samo dva izmed mnogih, pa še Marija Betanja, pa še cel kup Tom Zey in tako naprej. Vendar menimo Caetana Velosa in Gilberta Gila, ko govorimo o Tropikaliji, res ne moremo. Tukaj sem zelo na hitro vrla par podatkov. Skratka, vse, kaj pa je bistvo? Oba dva sta se rodila v Bahiji. Skratka, z obema se Narlan Matoš zelo identificira, kajti tudi ona da prihajata iz obrobja, tudi ona da prihajata iz preprostih družin. Veloso se je potem preselil v Rio de Janeiro in Gilberto Gil pa sploh, kot vidite, bil je, naj omenim še to, bil je tudi kulturni minister nekaj časa. Večkrat je imel koncerte v Ljubljani. Oba dva sta bila že v Ljubljani, tako da če še kdaj pridete v Ljubljani, seveda morate na ta koncert, to sta res legende. Ne samo glasbene legende, pa tudi v tem političnem smislu, v smislu osvobajanja, kot borca za svobodo, za svobodo in za svobodo govora in seveda za neke ideale, ki so tudi dan danes, namreč situacija v Braziliji taka, da boste potrebna spet en Gilberto Gil in Caetano Veloso, da se bo preseglo to, kar se dogaja, oziroma opozorila to, kar se dogaja. In v zvezi s tem bi jaz povedala mogoče dva spota, samo to, da se malo orientiramo. In sicer prvi je spot Caetana Velosa, pesem Sampa, mogoče lahko pa Gaško komentira, ker je pred kratkim v Braziliji, kaj to pomeni. Že ne morem, ker ne poznam pomenati besede, geografski pojem. Ja, geografski pojem, no to vemo, da bi težko zredo. Ja, to je prebivalec São Paula in Sampa in seveda to je himna prebivalcem São Paula, ki jo... No, jaz drugače želim izraz Paulišta, ne? Paulišta je prebivalec São Paula, ne? Tako da sam pa mora biti kažna žerija, ne? É o microfone, pa to stara, Tem o braço do violão, tem o braço do violão, tem o microfone. O lugar mais difícil de olhar tá aí. Vidar boste tudi kako brazilska publika spremlja. Logo a moçada mais animada. Desde cedo que eu tô assistindo o programa, vocês são os mais assanhados. Agora deixa eu cantar. Govori pa tudi o težavnosti življenja. E só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi da dura poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas. Ainda não havia para mim, Rita Lee, a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que fiz, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio o que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste um difícil começo, afasto o que não conheço, e quem vem de outro sonho feliz de cidade aprende devagar
depressa a chamar-te de realidade. Desce, porque és do avesso, do avesso, do avesso, do avesso. Do povo oprimido nas vilas, favelas. Da força da grana que ergue e destrói coisas belas. Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas. Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços, tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva. Panaméricas de Áfricas utópicas, túmulo do samba mais possível, novo quilombo de Zumbi. E os novos baianos passeiam na tua garoa. E novos baianos te podem curtir numa boa. Skratka, doma si lahko poiščete besedilo, pa si ga malo razložite. Vsekakor pa en tak mini citat govori o tem povo oprimido das favelas. Skratka, vedno ima politično angažirano glasbo oziroma besedila. Ni le avtor glasbe, tudi avtor besedil, je tudi avtor prirep, je mojster številnih inštrumentov. Skratka, ima vse te talente, ki jih imajo mnogi brazilski glasbeniki in ki so res neverjetni. In kar je tudi neverjetno, da ta izjemno spevna sambinja v bistvu govori o tako težkih stvarih, kot so neenakosti, zatiranje, težavno življenje Bajanuša, ljudi iz Bahije v São Paulo. Drugi spot, ki bi ga pokazala, pa je pesem, v bistvu boste slišali pesem, pa tudi izpisano besedilo, pa boste mogoče lažje sledili, Kalisi. To je tako kot kultna pesem, ki ravno tako predstavlja tropikalijo, in to je spot, v katerem sam avtor, Gilberto Gil, razlaga pomen, kaj je mislil s tem, ko je pisal to pesem. Ker ne razumete še dovolj dobro, mogoče samo prevedem en odlomek na hitro, da boste lažje sledili. On govori o pomenu calar-se. In calar-se po portugalsko pomeni utihnite. Skratka, če zelo na hitrco izgovorimo calis, je lahko tudi calem-se. Calem-se je pa imperativ glagola utihnite, se pravi utihnite. Govori o cenzuri, o tem, da ljudje ne smejo, se pravi, da umetniki ne smejo govoriti o tem, kar se dogaja. Pravi, ima dvojni pomen. Je kalise, je kelih, je Kristusov kelih trpljenja, govori o tem kelihu, za katerega ne ve, oziroma ve, da je noter trpljenje in bolečina, hkrati pa na ta način govori tudi o tem pritisku ne govoriti, utihniti. Ta pesem je bila, Gilberto Gil je, ko se je zgodil umor študenta leta 1973 v teh demonstracijah, ki so bile pač na ulicah, je organiziral koncert na tamkajšnji univerzi v São Paulo. To je bil 2 uri dolg program, zelo znana stvar, ki se je tudi dala videti na YouTubeu, kjer je ne le govoril, ampak tudi kljub prepovedi, kljub cenzuri ne le govoril, ampak tudi nagovarjal ljudi svojo poezijo, svojimi pesmimi. In kljub temu, da je bila ta pesem prepovedana, je seveda na tem koncertu izvedel in tudi to lahko najdete na YouTubeu. Jaz sem pa izbrala pač to razlagalno verzijo, kjer boste malo lahko sledili besedilu, hkrati pa tudi njegovi razlagi, kaj si želel s tem besedilom povedati, te simbole njegove. Ampak dobesedni prevod pa je afasta de mim esse cálice, je oče odmakni od mene ta kelih, ne? Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Eu me lembro, saí dali daquela coisa, peguei o telefone, liguei para Chico e disse: Chico, eu tive uma ideia do cálice. Hoje é sexta-feira, ficou essa ideia, a coisa do cálice. Vamos por aí? Vamos partir por aí? Ele fez: tá bom, vamos embora, venha para cá amanhã, que é sábado de Aleluia, você vem para aqui em Mararana Lagoa,
Lima Borges, né? De Medeiros, se não me engano. Era um edifício, morava lá na cobertura, e a gente via a lagoa, até acabou entrando no monstro, para ver emergir o monstro da lagoa que ele botou na letra. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada para qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Então eu fui para lá, na varanda dele, ele botou a mesinha lá e tal, disse, quer tomar alguma coisa? Ele disse, tem uma bebida aqui que eu gosto de vez em quando de tomar, quer provar? Era o Fernet, né? A bebida amarga. Né? Como beber dessa bebida amarga? Tragar a dor e etc. Como beber dessa bebida amarga? Tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. E eu me lembro que quando eu cheguei, eu disse assim, sentamos ali e tal, e serviu a bebida. Eu disse, pois é, e a ideia do cálice? Ele disse assim, pois é, tem o cálice esse e tem o cálice. Então foram as duas coisas, a ideia do tormento, né, do sofrimento físico e enfim, pela tortura e a censura, como o cálice do calar-se, do verbo cálice de Jesus e o cálice do verbo calar-se, que era a censura na época. E aí nós sentamos e fizemos. Eu já havia levado algumas anotações de início da letra, aí a coisa da bebida amarga que ele me serviu, entrou também, ele botou a coisa do monstro da lagoa, que era a paisagem que a gente descortinava ali enquanto fazíamos a música, e ele, enfim, eu voltei para casa, alinhavei as últimas ideias, ele também, e enfim, nós já havíamos combinado a melodia, como seria. Que foi dali, então, ele fez duas estrofes, eu fiz duas estrofes e nós fizemos a canção, que acabou censurada. Zdaj, kaj no, se tu, kot sem rekla, jaz sem to izkoristila za malo splošnega pogleda v to, kaj je bila brazilska poezija, brazilska glasba v konec 60-ih, začetku 70-ih letih. Zdaj pa se vrnemo k Narlanu in k njegovemu videnju Latinske Amerike in bi za začetek prebrali njegovo, bi rekla, himn oziroma naslovno pesem iz njegove zadnje pesniške zbirke Elegija novemu svetu, ne, ki govori o tem, kar on vidi kot novi svet, seveda kot to je zanj seveda Amerika in vse, kar je bilo za Evropo novega. Elegia ao novo mundo. Tu me perguntas, meu amigo, onde eu estive durante o meu longo silêncio. Estive na açucena das canas e na amargura dos canaviais, onde as folhas tremiam de medo dos homens. Os canaviais me sussurraram em gritos horrendos o sangue amaro que lhe adocicou a boca, as mãos ásperas que lhe enxugaram a face, o canavial que morria de fome antes de completar 27 anos de idade. Das vozes sem estrela que embalavam ao longe línguas estranhas. Ó canavial verde, de que cor é meu sangue vermelho? Meu sangue tem medo da morte do açoite da noite. Meu sangue tem medo de mim. Sprašuješ me, prijatelj moj, kje sem bil med dolgo tišino? Bil sem v sladkosti sladkornega trsa in grenkovi njegovih nasadov. Tam, kjer trepeta listje v strahu pred človeškim rodom. Nasadi sladkornega trsa mi šepečejo z grozljivimi kriki. O grenkovi krvi,
ki jim je oslajšala usta, o raskavih dlaneh, ki so jim usušile kožo, nasad trsa, ki se je od lakote posušil, še preden je dočakal 27 let. Zaradi glasov brez zvest, ki so v daljavi zibali tuje jezike. Ti zeleni nasad, kakšne barve je moja rdeča kri? Mojo kri je strah smrti, nočnega bičanja. Mojo kri je strah mene samega. Tu me perguntas, meu amigo, onde eu estive durante o meu longo silêncio? Eu estive nos navios negreiros mercantes, que marcaram meu destino até a América, até agora. Beberam minhas lendas como se bebe barril de rum podre. Marcaram cada estrela do céu e do mar infinito, cada pássaro, cada pluma de meu cocar, e desenharam mapas com meu sangue e ergueram totãs sobre minha tribo, e atearam fogo nos campos sagrados do meu povo, e suas lanças me repartiram as veias em continentes distantes, diferentes. Sprašuješ me, prijatelj moj, kje sem bil med dolgo tišino? Bil sem na ladjah trgovcev sužnji, ki so trgovali z mojo sodo v Ameriki do današnjega dne in so izpile vse moje legende, kakor se izpije sod pokvarjenega ruma. Prodali so prav vsako zvezdo na nebu in na neskončnem morju, vse ptice, vsako pero iz moje perjanice, in so izrisale zemljevide z mojo krvjo in so dvignile toteme nad moje pleme in so zakurile ognje na posvečenih poljih mojega ljudstva. In njihova kopja so mi razparala vene na več oddaljenih kontinentih. Tu me perguntas, meu amigo, onde eu estive durante o meu longo silêncio? Estive pelas escumas dos mares nunca dantes, por onde vieram a pólvora, a baioneta, o espelho, a tuberculose e a sífilis. Por onde vieram a espada e o elmo, as nuvens jamais se esquecerão disso. Ó mar salgado, quando de teu sal genocídios de Portugal. Sprašuješ me, prijatelj moj, kje sem bil med dolgo tišino? Bil sem med morsko peno nikolih preplutih mori, ki so prinesla smodnik, bajonet, ogledalo, tuberkulozo in sifilis, ki so prinesla meč in brestova drevesa. Oblaki tega nikoli ne bodo pozabili. O, slano morje, koliko tvoje soli so portugalski genocidi. No Atlântico Negro, nos tombadilhos de velhos navios piratas, nos calabouços da crueldade humana, nas prisões da Serra Leoa, que ainda doem alguma dobra do meu corpo, em Angola, na Guiné-Bissau, no Senegal, no Benin, estive no reino da Guatemala e na província de Yucatán, e na província de Cartagena de las Índias, e nos grandes reinos da grande província do Peru, e no novo reino de Granada, e nas ilhas de Cuba e Trinidad, e no reino dos Aztecas, onde as espadas de brutalidade fenderam meu corpo nu, onde os cães de caça dos barões das Índias se alimentavam dos braços e das pernas de crianças indefesas. Tu me perguntas onde eu estive, meu amigo, e somente agora posso quebrar meu silêncio. Eu estive comigo. V Črnem Atlantiku, v kapitanskih kabinah starih gusarskih barkač, v ječah človeške krutosti, v zaporih Sierra Leone, ki me še vedno skelijo v en izmed gub telesa, v Angoli, v Guineji-Bissau, Senegalu, Beninu, bil sem v kraljestvu Guatemala in provinciji Yucatán, in provinciji Cartagena de las Indias, in v velikih kraljestvih in v veliki provinciji Peru, in novem kraljestvu Granade in na otokih Kuba in Trinidad, in v kraljestvu Aztekov, kjer so meče okrutnosti preklali moje golo telo na pol, kjer so se lovski psi ameriških indijancev prehranjevali z rokami in z nogami nemočnih otrok. Sprašuješ me, kje sem bil, prijatelj moj, in šele zdaj lahko prelomim tišino. Bil sem samim sabo. To je, kot rečeno, naslovna pesem te zadnje njegove pesniške zbirke, ki, umenila sem to prej njegovo preizpraševanje, identitete in tako naprej, on sam pravi, da se čuti črnc in da se čuti tudi indijanec in da je sužen v enem in da se v enem vidi kot star cigan, ki je hodil po Andaluziji in je skočil njegovo telo. Skratka, tukaj je to njegovo fiktivno, namišljeno potovanje, kjer išče in brska po svoji krvi in išče svoje korenine. Zdaj bi mogoče
v portugalščini prebrali tisto pesem, ki je mogoče zanimiva z tega prevajalskega stališča. Ja, jaz bi pa samo omenila tale vers. Naran Matoš je normalno, kot naj bi pesniki bili izjemno razgledan človek, intelektualec, razumnik in vključuje marsikater citat. In tukaj je eden najpomembnejših, citira eno najpomembnejših verzov velikega Portugalca Fernanda Pessoe, ki je napisal pesem z naslovom Mar Português za Portugalsko morje. In tam je vers, ki pravi o slano morje, koliko tvoje soli so solze Portugalcev. In on citira Fernanda Pessoe, rekoč, koliko tvoje soli so genocidi Portugalcev v verzu O mar salgado, quanto do teu sal, Fernando Pessoa zapiše sal lágrimas de Portugal, se pravi, so portugalske solze, on pa reče, quanto do teu sal, sal genocidius de Portugal. In s tem seveda zapiči ost v to, recimo, če upoštevamo to črno legendo, neslavni del portugalske zgodovine, se pravi tudi krutost ob koloniziranju nove zemlje. In tudi v tem smislu je Arlan Brazilec, pokaže na kruto formiranje te države in teh kultur. Ja, pesem, ki kaže težave pri prevajanju. Ja, da bi to pesem pa prepustili vaši domišljiji, pa je prebrali v portugalščini. Jaz bi pa mogoče potem samo komentirala to, o čemer sem govorila zelo na kratko in s parimi primeri, kaj se zgodi, če naletimo na izraze, ki nismo posredno ne vemo, kaj bi s temi počeli v slovenščini, ker preprosto jih moramo napisati, zdaj pa v neki proznem tekstu naredimo pomo, mogoče razložimo te pojme. Kaj pa naredimo v poeziji, ki je egzaktna, natančna, ker ne moramo zdaj razlagati 3 verze, kaj zdaj to je, puščavska pokrajina, v kateri raste bodikavo, grmiča in tako naprej, pa izraza slovenščina za to recimo nima. In zato predlagam, da pa prebereva pesem, ki je naslov Upališko kronika. Jaz pa predlagam, da bi imeli prevajalci take velike štipendije, da bi si ogledali kraje, ker pesniki ustvarjajo, da bi 2 meseca prebili, recimo Rio de Janeiro in v Bahiji. To bi koristilo pri tele pesmi. Upališko kroniku. Crônico meu país em suas vielas enlameçadas, praias enluaradas, noites estreladas. Há crime em sua flora. É crônico meu povo, sambando resignado entre o pelourinho e a ansiada de Botafogo. É crônico meu país em seus coqueiros feitos de sol. É perigosa a sua vegetação rasteira. São crônicas minhas mãos, sonhando meu país e meu povo, buscando outro poente para o poema. É longa a restinga entre um poeta e um povo. Ao meu redor minha terra, seu perfume e seu mar, sobre a sua superfície beijam-lhe os rios de minha infância, e as estepes como esmeraldas verdes brotadas do fundo de seu mistério sem fundo. Em sua face, as brancas areias de uma duna, tal bela quanto a cabeleira negra de uma palmeira ao luar. Em suas alas de vento litorâneo, tremulam seus estandardes. O pau de açúcar nosso de cada dia, feito de nossas amarguras, é a Baía de Guanabara, sobrevoando o absurdo como uma asa delta sobre Ipanema, sob a qual está parado o meu poema, em sua alma, ornada de romãs, cajus, bitangas, oitacicas. Suas espadas são palavras secando ao sol. Em sua alma dorme um sonho doce e profundo como uma manga madura no pé, um carro alegórico e uma porta-bandeira à espera do advento do grande dia. Kot je Blažka rekla, seveda raziskuje to temno preteklost Brazilije, krati pa je ves čas tudi zelo kritičen do Brazilije dan danes, do zaslepljenega ljudstva, o katerem govori, o ljudeh, ki samo plešajo sambo in hodijo na nogometne tekme oziroma plešajo in pijejo. Tukaj bi mogoče opozorila na teh par izrazov. Prva taka stvar je vegetação castanheira. Ta
reštejru je sicer lahko neka trava, ne? Vendar je ta vegetasav reštejra prav tipična za to neko njihovo stepo, oziroma to ta puščavski sertan, ne? Kar so se potem odločili po nekem premisliku, da so dale, jaz sem se potem konec koncev je on potrdil, da je to štep, lahko ne se pravi ta stepa, ampak v resnici je to zelo konkretna neka grmičevja, za katerem nimamo imena, ki rastejo v tovrstni puščavski pokrajini v tem notranjosti severa. Potem druga taka beseda je bila reštinga. Reštinga je prav tako povezana z puščavo, ker pa ta puščava ni peščena, se pravi, mi v puščavi imamo sipine. In to je v bistvu sipina, ki pa ni iz tega puščavskega peska, si jo pa mi predstavljamo, kakšna je iz te prsti zbite, suhe, nerodovitne. Tako da tukaj je pa nek tak opis sledil, neka peščena pregrada, ne, da je to v bistvu ta val, ki nastane in na katerem se še obdrži neko vodiče. Potem drugi izraz, potem pa cel kup sadja, to pa na srečo so zdaj supermarketi, recimo, če bi bilo to pred 90-ih letih, ne bi vedeli, kaj to je, zdaj pa vseeno, ko gremo v te supermarkete, najdemo tako kažu, se sam in tja dobi, potem romaž, to je nam je znano tudi iz mediteranskih kultur, romaž je granatno jabolko, potem pitanga, ravno tako sadež, ki ga mi ne poznamo, in ojtisika, enako, tudi je sadje, ki je pa lahko velikokrat v portugalščini, brazilščini tudi primek ojtisika. Ja, tudi. Enako se igra z izrazom paudžija sukara, v bistvu spet z geografskim pojmom, ko pravi, da je paudžija sukar donosu, kako že donosu dija. Paudžija sukar nosu da dija, vsakdanji kruh. Ja, naš vsakdanji kruh, to je vers iz molitve, drugače pa paudžija sukar v slovenščini se nekako je obveljal prevod sladkorna štruca, oziroma stožec, sladkorni stožec. Skratka, to sem jaz mičkam potem spravljal neke opombe, ampak to je tako pogled v to, na kaj prevajalec naleti, ko se ukvarja z nekimi zelo geografskimi, oziroma zelo pojmi povezani s kulturo, geografijo, s pokrajino. Ja, in Mojca je omenila supermarket, kar se sadja tiče, ampak si dobro vemo, da na internetu pritisnemo slike in potem pokaže sadež, kar velikrat ne pomaga, ker ta sadež vidiš prvič ne, recimo, ker si žal pitanga jaz konkretno nisem poznala in zdaj ti vidiš že neki sadež, ampak ne veš, niti kakšnega okusa je, in tako pravoblaška, mogoče v tem primeru zelo šajn, nekakšna štipendijo, to prezdijo, vse to pojesti, da bi lažje opisal, v vkusu, in tako naprej, da smo malo humoristični. Jaz bi mogoče zaključila še z eno pesmijo, tokrat pa samo v slovenščini. Kot rečeno, je bil njegov velik prijatelj in tudi podpornik Tomaž Šalamun. Poleg Čomskega, s katerim se je tudi dopisoval, in tudi eden od mentorjev, oziroma sodelavec pri njegovem doktorskem delu, oziroma magisterskem. Skratka, imel je potem tale Quigley, že omenjena, Skratka, v tej drugi zbirki se tudi vidi zelo vpliv te bitniške, čist ameriške poezije v načinu, kako pripoveduje, strukturira pesem. To je ta vsak dan, zelo konkretna, to je ta nova konkretna poezija, ki pa je hkrati, ki je poezija nekega vzdušja, hkrati pa se loteva tudi, rekla, tega najočitnejšega vsakdana pesnika, ki ga tudi družbeno kritično pogleda oziroma problematizira. Veliko bolj intimna pesem pa je ta, ki bom prebrala zdaj, samo v slovenščini, kot rečeno, ker je posvečena Tomažu, in ker smo z njim začeli, pa bomo z njim tudi zaključili. Tudi te knjige ne bi bilo, če ne bi Tomaž v enih svojih zadnjih projektov izrekel to željo, da je Narla Matoš za Slovenijo ogromno naredil, takrat v Braziliji za to njeno predstavitev, ki se je zgodila, in da mu Slovenija tega nikoli, to je bilo daljnega leta 1999, in da se mu Slovenija v bistvu na nek način zato nikoli ni znala, niti ni udolžila, in zato je pač dal idejo oziroma korinil v roke te knjige tudi založniku, Branetu Mozetiču, ki je potem to knjigo ravno v istem letu Tomaževe smrti potem tudi dal nama prevesti oziroma narediti izbor.
Pismo Slovencu, pa je naslov te zadnje pesmi, ki bomo danes prebrali. Tomaž Šalamon. Hodim po obali Južnega Atlantika, brez začrtane poti, brez zemljevida, sol, morja, je vse, kar čutim v zraku in na ustnicah. Kakšen zaklad so tropi pustili zame? Tomaž Šalamon. Odkar sem se rodil na neki čisto navaden ponedeljek, me je navadno življenje zasledovalo vse povsod. Kako naj pobegnem iz Alcatraza? Tomaž Šalamon. In kaj naj storim z melanholijo? In kaj naj storim z vrtom rumenih rož, s katerimi čebelami se bom naučil delati med? Tomaž Šalamon. Kmalu bo vame začela padati jesen. Vem, moji listi bodo odpadli, eden za drugim. Kaj storiti? Kam oditi? Koga poiskati? Skozi okno ga lahko vidim. Velik most je iz surovega kamna. Kako življenje? A ne vodi nikamor. Nimam nog, s katerimi bi hodil. Tomaž Šalamon. Njegove zelene oči blizu mene. Ona pa je pred mano obrnjena proti meni. Ta muza je moldavska, njena pot brezmadežna in svetla in bela. In v sebi nosi pesek peščene ure. Kliče me, želi. In ko tako življenje obstaja, kaj še? Živ sem, živ, kot nihče noče biti. Slišim kri v venah, ki je v agoniji, in gitaro flamenka v prsih, ki me žge. Tomaž Šalamon. Bil sem obsojen na obstoj. Tako.